Lep pozdrav sem skupaj, ja, lockdown 2.0, danes bomo malo govorili o lockdownu in sicer, kot lahko vidite, snemam za GoPro-jem. Bomo se mi raje ustavili, ker če ne, je cool ta stvar z volanom, ampak če damo vlog, ne ošlo. Ne ošlo. Halo, mate. Hiya. Enkrat sem tle, enkrat sem tam, enkrat sem tle, enkrat sem tam, ne. Tako da, evo, svetloba bo še cool tle. Tle bo cool. Lep pozdrav sem skupaj. Roy Lifestyle tle z vami in dobrodošli spet na moj kanal, na moj channel. My Lifestyle. No, torej, lockdown 2.0, ne, je tako. Kaj pomeni to? Kakšna je zdaj situacija? Zakaj za nekatere dobro, za nekatere slabo, ne? Ampak mislim, da za večino vsekakor ni plus, ne. Jaz lahko povem samo eno stvar, ne. Ko je prišel lockdown 1.0 prvi, ne, porušil se mi je, ne bomo rekli prav svet, ampak definitely zadeve so mi šle zelo slabo. Zelo slabo, ne. Like, ko imaš slab cikl gre narobe, ne. Ne glede kaj delaš, ne. Ampak bistvo vsega tega, ne, bistvo vsega je ena stvar, ne, belief, ne. In če ti imaš nek cilj, od štarta do konca, pa tudi če bo do tega konca prišlo 10.000 ovir, greš naprej. In to je definitely the key dobesedno do uspeha. Zato ker potem nekaj mesecev kasneje, ne čez en dan, čez nekaj mesecev, se je meni stvar obrnila, tenis je zalaufal še naprej več, posel, tako da, skratka, ni da ni, ne. In tle je ta moč believa, ne, bom jaz rekel. Belief je ključ do vsega, dan danes, ne. Jaz se opravičujem, če se slabo vidi, ne. Je ura že 4:30, je 4:30, ja res, da sem pozen, ampak meni je žal, danes pač nisem utegnil prej, tako da tudi ta posnetek ne bo dolg. Skratka, ja, in stvar je zalaufala, korona je prinesla nove stranke, korona je prinesla dosti dela, ljudje so želeli tenis igrati, isto glede marketinga, ljudje iščejo rešitve, ljudje sprašujejo, kako priti do neke finančne varnosti, ne, in vsekakor tudi z tega vidika je začel laufati. In ja, stvar je laufala dobro, ni bilo več korone, paf, 2.0, evo nas tle. Lockdown 2.0 in ja, spet smo na istem, ali pa na slabšem, je tako, bomo kar učil žgali. Definitely better. 2.0, ja, za nekoga boljše, za nekoga slabše. Večino slabše sem rekel, ne, zakaj? Ker ljudje ostajamo bez dela, ni služb, ni to, itd. Ampak jaz sem se eno stvar v lifeu vedno vprašal, kaj če en dan bo spet tako? Kaj pa če bo lockdown 3.0? Kaj pa če bo lockdown 10.0? 20.0? Kaj če bo nek drug lockdown čez neki cajt? Kaj če bo neki tretjega se zgodil? In plan B je best things in life. Plan B, imeti ga vedno. Ker če imaš plan B in bomo rekli, da gradiš nekaj dolgoročno, ne? Gradiš nekaj dolgoročno. Gledaš ne na danes, na jutri. Pravilno gledati, zakaj pa ne? Vse živimo iz danes na jutri. Ampak vprašaj se, kaj bo s tabo čez 4-5 let? Ali pa z vami? Ali pa s teboj? Kje se vidiš? Ali danes delaš na točki X, da prideš do točke X? Če odgovor ja, čestitke, uspel boš, ne glede na kaj bo vse. Koliko odgovor ne, potem pa danes, zdaj, v tem trenutku imaš priložnost se lotiti nečesa, ne, bodi si to finance, marketing, bodi si, ne vem, karijera, športnika, glasbenika, ustvarjanja, ideje, garanje in ne se predati, ne. Tako da, v bistvu vsega tega je to, ne, da treba
če imaš nek cilj, če te to veseli, sam delaj na temu, pa and never give up. Never give up, to je. In to dosti ljudi pade na tem izpitu, give up, ne? Ljudje se predajo, ljudje se hitro predamo. Jaz 2 leti delam na boljšem jutri in vem, da so težki dnevi, in so bili težki in bojo, ampak to me ne potolče, ne? To je bistvo, to me ne potolče, niti malo. Če sem kdaj imel tudi v glavi, a bi odnehal, tudi sem imel, ampak nisem, ne? In to je dejstvo, ne? In velika razlika, hočeš ali si odnehal ali si želel, ne? Velika razlika, ne? In na koncu je važno, kaj se odločiš dolgoročno, ne? Če se odločiš, če si fokusiran v uspeh, v belief, da boš to tudi naredil nekaj, potem pa moraš iti do konca, definitivno, in boš uspel, ne? Dosti ljudi obupa, dosti ljudi odneha, dosti ljudi in ogromno ljudi odneha, ne vem, odneha po prvem uspehu, po 2-3 osebah, ki jim rečejo, lej, jaz nisem, mene tale zadeva, ki si mi jo ponudil oziroma predstavil, me ne zanima, ne, obupajo, ne, in tako da, dajte se eno vprašati vaš zakaj, zakaj si začel s tem pa tem projektom, s tem pa tem poslom, s to pa to zadevo. Vedno se vprašajte sami, gledajte sami v ogledalo, jaz se pogledam sam, ne pogledam druge več, ker za biti uspešen v lifeu, uspešen na tem področju, ena stvar, gledajte sebi v ogledalo, potem pa ide drugi. In seveda, denar ne sme vladovati, ne sme biti denar v prvoti. Ja, nekoga žene denar, ampak mene ženejo cilji in cilji pripeljajo denar, ne? Ker denar na koncu je samo, it's just a number, je samo številka, ne? Nekdo ima milijone, nekdo ima milijarde, nekdo nima nič, nekdo ima pa 100 evrčkov, ne? It's just a numbers game na koncu, ne? Tako da, biti preveč pohlepni za denar ne prinese nikoli dobro, ne? Dejstvo je si želeti cilj, ga narediti, iti v to, in če posledično dobiš denar, zmaga za vas in za vse vas, ki so vas podpirali v tistem trenutku, ne. Meni je najlepši cilj, vam povem iskreno, ne da jaz imam recimo 100 tisočakov, ne, meni je cilj, da jih ima ena moja oseba, ki sem jih priporočil, da ima več denarja kot jaz. To je the best, ne, to je the best, ne, isto v teniških karierah, ne. Če jaz bi naredil igralca tak, da je boljši od mene, da je zaslužil dosti več, to je meni, tudi to vam je najlepša zmaga v lifeu, boljše je ni, to vam definitivno povem. Tako da, ja, vse je lockdown, še enkrat 2.0, ustavlja se vse, ampak dejstvo je to, da gremo naprej, imamo cajt, je karantena, je prepoved gibanja, drugo, levo, desno, ne smemo jaz niti na odprtem, lahko bi se diskutirali do jutra glede politike, kako daja te ukrepe itd., but we can't change the things, ne, trenutno pač ne. In delamo na sebi, ker cajta imamo, vsak dan je pomemben, dajte ga izkoristiti na maksimalno, dajte si zapomniti, in that's it. In tako da to je to, nekako za ta posnetek, malo o lockdownu, 2.0, ne, in kaj bo pač, in kaj delam jaz na sebi, ne, to je pač moj mindset, kako razmišljam vsak dan. Še enkrat, zapomnite si, trenutki težki bojo vedno bojo, ampak never give up, to je osnova in pol gre se naprej. Tako da, to je to, jaz bi nominiral za GoPro 30, ki mi je posodil GoPro 7 Hero Black, če se ne motim, ja, Hero 7 Black, tle Nikolo Solic 25, dajte ga followat na Instagram, najprej na čim več sledilcev, tako da dajte res ga followat. Dajte se naučiti tle spodaj na kanal, glede novosti, vse kaj bo prišlo, upam, da ste produktivni, da greste full gas, da delate na sebi in v nasprotnem primeru pa nič narobe. To je to za enkrat, Roy Lifestyle je bil z vami,
Jaz vam želim obilno zdravja, sreče in produktivnosti pri prvem mestu. Vidimo se, lepo zdrav, čau čau.